Za kroničnimi nenalezljivimi boleznimi tudi v Sloveniji zboleva vse več ljudi. Sladkorna bolezen je ena od 4 najpogostejših kroničnih bolezni, ki za družbo in zdravstveni sistem predstavljajo veliko breme. Predvsem je problematičen različen dostop do dobre obravnave, katere kakovost je za odrasle bolnike odvisna od njihovega geografskega položaja. Pa bi morda najprej tradicionalno razdelila na sladkorno bolezen tip 1, kjer po mojem videnju pravzaprav ljudje, ki živijo v Sloveniji s to boleznijo, imajo pravzaprav povsem enake možnosti kot ljudje v razvitih državah. To se pravi, dostopno je merjenje glukoze v krvi, dostopno je do neke meje kontinuirano merjenje in dostopne so inzulinske črpalke skupaj z sodobnimi inzulinskimi analogi. Če pa pogledava na sladkorno bolezen tipa 2, je pa tukaj moje videnje drugačno. Mislim, da je v tem primeru dostopnost inovativnih sodobnih zdravil zelo odložena. Da sladkorna bolezen predstavlja velik javnozdravstveni problem, je bilo prepoznano že pred leti. Nastalo je več dokumentov, ki se neposredno ali posredno dotikajo problematike. Na Ministrstvu za zdravje pa že vrsto let deluje tudi koordinacijska skupina za izboljševanje obvladovanja bolezni. Vzpostavili smo strukture na nacionalni ravni, imamo koordinativno skupino, ki skrbi za koordinacijo izvajanja tudi že leta 2010 sprejetega nacionalnega programa za obvladovanje sladkorne bolezni. In tako da ne moremo recimo trditi, da na nacionalni strani nimamo neke vizije, nekih ciljev, nekih strateških usmeritev, tukaj jih imamo in zdaj v procesu izvedbe tega nacionalnega programa lahko seveda vse tudi stvari, ki jih še nimamo, dograjujemo, korigiramo in seveda na tem področju tudi imamo zagotovljeno neko spremljanje. Med strokovnjaki je veliko nezadovoljstva predvsem zaradi različnih velikosti in zmogljivosti timov, kar onemogoča enakovredno obravnavo vseh bolnikov po državi. Ta dostopnost do zdravstvene oskrbe na različnih nivojih precej različna po regijah. Nekako tako nas severovzhodni del je nekako bolj deficitaren kot drugje. In to so podatki, seveda, nad katerimi se mora zdravstvena politika zamisliti. Že vsa leta opozarjam, da je v naši regiji dostopnost pod slovenskim povprečjem. Vemo, da so nekatere regije dosti dobro skrbljene, nekatere pa zelo slabo. Mi smo tu v spodnjem predelu in vsa leta opozarjamo, da je to treba izenačiti, ampak niti ministrstvo, niti ZS nista sogovornika, čeprav imajo svoje kadre, svoje ljudi, ki se s tem ukvarjajo, tvorijo neke plane, delajo z nami intervjuje, imamo zapisnike, vse, kar smo povedali, ampak nekega odgovora ni. Na lokalni ravni smo prišli tako daleč, da pač naši diabetiki imajo bolj redke kontrole, kot se bi jih zaslužili. Oskrba bolnikov Dolenjske nekako v povprečju slovenskem, na to kažejo tudi podatki, so področja predvsem Primorska, kjer je oskrba verjetno nekoliko boljša. Seveda nikjer pa ni optimalna, želeli bi si več virov za to, da bi lahko bolnike pogostejšo videli. Številne izboljšave nas še čakajo. Zdi pa se, da veliko strokovnjakov ni seznanjenih s številnimi aktivnostmi, ki že potekajo. Manjka nam predvsem mehanizem za boljše kroženje informacij in lažje udejanjanje predlaganih sprememb. Dejansko ne moremo obravnavati vseh teh napotenih bolnikov in govoriti o zmanjšanju čakalnih dob je neustrezno. Ob tem kadru sigurno neustrezno. In dostikrat zdravstvena politika oziroma ministrstvo, če lahko kar tako direktno rečem, opredeli, da so neke rezerve, da se je potrebno organizirati, da je potrebno bolj zboljšati organizacijo. In to ustvarja nek vtis, da zdravstveni delavci ne delamo ustrezno, da
Verjetno tako velja, da mogoče zdravstveni delavci v delovnem času ne naredimo tistega, kar bi sploh lahko, se ukvarjamo z drugimi stvarmi. Največja priložnost za spremembe brez dodatnih virov je zagotovo opolnomočenje zdravstvenih timov. Jaz mislim, da tako zdravniki kot medicinske sestre, psihologi, dietetiki, sociologi, ki sodelujejo pri zdravljenju in nazadnje tudi svojci, se nekako moramo načina dela s kroničnim bolnikom priučiti. Jaz mislim, da so slovenski timi pravzaprav relativno dobro izobraženi v smislu komunikacije, retorike, novih principov dela z bolniki. Mislim pa osebno, da še niso zaživeli tako, kot bi morali. V Sloveniji je ta hierarhična lestvica še vedno včasih takšna, da je komunikacija med dvem zdravstvenim delavcem v timu še vedno šepa. Tako da jaz mislim, da tukaj je naša velika priložnost. Ko smo hodili na faks, smo se učili zdraviti ljudi in to še posebej tiste, ki imajo akutne bolezni. To, da ti delaš kot zdravnik v nekem sistemu, da je tam bo slej ko prej tudi neka diplomirana medicinska sestra, da je tukaj nek plačnik, da je tukaj nekaj ministrstvo, o tem mi zdravniki se ne izobražujemo. In to, da mi delujemo znotraj nekega sistema, ki ima svoje vzvode, pa tudi seveda svoje pomanjkljivosti, ta znanja niso prisotna v znanju zdravnika. In pot od tega, da se strokovne smernice prelijajo v to, da imam jaz možnost to udejavljati v moji praksi, ni zelo enostavna, ampak je zelo zapletena. Kako zdaj imeti mehanizem, ki bo vsebino v tem konkretnem primeru prevedel v nek čist finančni vidik, ta povezava zdaj trenutno manjka.